Predvsem namen te predstavitve je v bistvu vojaška zgodovina Slovencev, predvsem naših predelov, ki so se bojevali na Soški fronti. Seboj smo tudi za popestritev tega večera smo prinesli nekaj teh eksponatov, se vidijo nekaj pušk, to so... Vsej Soške fronte? Ja, predvsem pehotna oborožitev. Nekaj je pa, tam je tudi Buzdovan, ena šrapnelska granata, ki bo kasneje obrazložil, ena mina 40 mm. To je trombonska mina. To so pa puške, ki so še moji prijatelji prinesli malo za popestritev. Pa se tega orožja še veliko najde, recimo po tankih Soške fronte? To je največ, to je kupljeno zamenjeno, to so zbirke med mi imamo svoje muzeje, smo tudi svoje legaliziran muzej. Je pa dejansko to vse, da ostane za naše zanamce na slovenskih tleh. Ta uniforma je bila do leta 1915, potem so pa zamenjali za nekoliko drugačno sivo, ki so imenovali Feldgrau, to se pravi bojno sivo ali polska sivo ali karkoli. Mogoče ta uniforma je tudi značilna po tem zavitku gor, ki se potem od leta 15 naprej, ko so šli na Feldgrau uniforme, nič več ne pojavlja, to je zaradi tega, da mu pas od puške ni uhajal z rame. Kolega predstavlja pripadnika drugega gorskega strelskega polka, imenovanega tudi Ljubljanskega. Če pa ta postanemo, kapa je bila standardna s šiltom. Tale ni samo kar tako, kar se kolega zmislil, ampak to so krevčki Ruševca, to ima vsak pripadnik. To je bil prvi znak gorskih enot, drug najbolj viden znak je bil pa pri podoficirskih in oficirskih činih, je bila pa planika na vsak stran. Kolega predstavlja podoficirja avstrijske vojske Zugführer ali četovodja s 3 zvezdicami in planiko. Tle na kapi je sicer ni toliko razpoznaven breku kot gumb, no v JNA se spomno so nosili zvezdo, tle so pa nosili kot ene vrste gumb. Gor ima znak FJ1, Franz Josef, torej Kaiser Franz Josef. To je pas značilen za avstrijskega vojaka z dvoglavim, torej avstrijskim orlom in grbom. Zdaj seveda, kar se tiče samih čevljev, čevlje so sicer niso originalne, kar usne po 90-ih letih tudi težko dobiti, so pa precej originalne, so pa seveda obukovane, ker gume še ni bilo. Bosanci so bili zredno hrabi vojaki. Uniforma je bila ista kot ostalih. Nosili so, dovolili so jim nositi fes, to je ta značilen muslimansk pokrivala, s telim čopom, tudi rdeče barve. Tudi Mazborbo so to nosili. In pa razlika je bila, prej smo videli, da je imel na pasu avstrijskega dvoglavega orla, tle je pa bil pa v grbu pa sabla, to se pravi turški hangar. Je bila pasna zaponka. No, tole prej kolega ni imel, to so iste nabojnače, pri vseh, značilnost avstrijskih je bila trapezasta oblika, to pa zaradi tega, ker je bil naboj 5 nabojev v trapezasti obliki, zaradi tega, da se pri pomikanju niso nabojev enega v drugega zatikali. Notor jih je bilo 4, po 5 jih je 20 v enem, pa 20 v drugem. Včasih to se pravi, jih je bilo 20, 40, velika cvekme pa potem še 2 zraven je 80. Tistih 120, ki je pa kolega prekazal, so pa ponovati imeli zadej v nahrbtniku. No, značilnost še bosanske uniforme je bila tudi ta, da so imeli pravzaprav tele to grežnatke, te gamaše v bistvu zelo kratke, dočim kratki anazi so imeli pa trak, torej udarjan, navadno vojak, pa trak od kolena navzdol povit vse do dol. Seveda, zelo taka zastrašujoč orožje za bližinske boje v rovih je bil pa tako zvan Buzdovan, to so bile še z turških časov, različnih oblik, velikokrat so jih tudi naredili recimo iz granate nataknjene, ampak ne eksplodirane, torej samo tulca železanja. Čelada je dejansko originalna, sicer je prenovljena,
bila je v kupnem stanju, ko jo je dobil oziroma kupil, potem smo jo pa uspeli, res je bila strokovno upravljena, je pa replika, je sicer jasno dane, je bil tudi ni usnjen bil, ampak je bil trak, platnjen trak, barva je bila dejansko taka, torej čelada je bila bistvena zaradi varovanja glave, ker poškodb, kot sem rekel prej, je bilo izredno veliko, predvsem od kamna. Ker je bilo to gorsko bojišče, je bilo kraško bojišče, vemo kamen na kamen. Ne? No, potem pa kot podoficir je seveda nosil, torej je tudi originalen iz Prve svetovne vojne izvira daljnogled, potem lopatka, tudi jeklen del je originalen, avstro-ogrska lopatka iz Prve svetovne vojne, ki jo je vojak nosil sabo za kompanje zaklonov, ali pa uporabljali se jo pa tudi za borbo na blizu, razen, ker je potem tudi po načrtu je narejen ta lesen del, jasno, ko za mi zadobiti, bilo pa tudi usne, je skoraj nemogoče dobiti, da bi se ohranil, je tudi narejen. Po načrtu, potem predmet smo že predstavili, je isto, tudi podoficirski, zaradi tega, ker je imel tale, torej raven je bil navadni vojak, ki je imel so nosil, tale je bil pa podoficirski z zakrivljenim. In pa tudi tale del usnjen je popolnoma ista replika, taka kot tudi mora biti. Nabojnike smo že prej povedali, pas z jasno cesarskim grbom. No, potem je pa tukaj še pištola, znamke, Straven je bilo, ta je bila na 9 nabojev, ne? Je bilo na 9 nabojev, je tudi nabojnik in pa tudi originalen tale tok. Potem še, zelo važen pa je tole, ki je zdaj dal kolega gor. To so pa tele, v bistvu to ni škoren, ampak ščitnik za goleni, usnjen, je pa zanimiv, da je pa originalen, ker je izredna redkost, da se je usne ohranil, zgleda, da se je to nekje bilo na suhem in tako naprej, da se je ohranil v takem odličnem stanju. To so nosili podoficeri, navadni vojaki so imeli trak. Torej, podoba avstrijskega podoficerja od leta 16 naprej je bila taka. No, seveda je še potem bilo tle zraven, pa je bil nahrbtnik, pa brodzak, to se pravi, pa potem ponovače vreče za granate, torej za rohr granate so imeli kar v vrečah, ali pa je imel tudi pa plinska maska,